Nič ne povejte materi moji, kako bo z menoj. Solzami v oči si žgala, trpela strašno. Solzami bo oči si žgala, trpela strašno. Nič ne povejte materi moji, kako bo z menoj. V njeni bolesti jo to lažite, si dobri ljudje. V njeni bolesti jo to lažite, si dobri ljudje. Danes je petek v drugem postnem tednu, tudi prvi petek v mesecu marcu, prvi petek, ko se ponavadi še posebej spominjamo srca Jezusovega. Današnji vstopni spev iz psalma 30 nas opominja: Gospod, vate zaupam, naj ne bom osramočen nikoli. Izvleci me iz mreže, ki so mi jo skrivaj nastavili, ti si moj rešitelj. Postni čas nas vabi k temu, da prepoznamo stvari take, kot so, ne takšne, kot si jih morda sami predstavljamo ali pa kot nam jih slika svet. Ena od teh globokih resnic je tudi to, da je naša edina rešitev pri Bogu, ne pri katerikoli stvari v tem svetu, ne pri kateremkoli človeku v tem svetu, ampak pri Bogu. Molimo. Vsemogočni Bog, prosimo, naj nas naša prizadevna pokora očiščuje, da bomo prenovljeni dočakali velikonočne praznike. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bratje sklenejo umoriti Jožefa. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Jakob je ljubil Jožefa bolj kot vse svoje sinove, ker se mu je rodil v njegovi starosti. Zato mu je naredil dolgo suknjo. Ko so bratje videli, da ga oče ljubi bolj kot vse njegove brate, so ga sovražili in niso mogli z njim prijazno govoriti. Ko so njegovi bratje odšli past drobnico svojega očeta pri Sihemu, je Izrael rekel Jožefu: Ali ne pasejo tvoji bratje v Sihemu? Pridi, pošljem te k njim. Jožef je šel za brati in jih našel v dotajnu. Zagledali so ga oddaleč in preden se jim je približal, naredili izvijače naklep zoper njega, da bi ga usmrtili. Govorili so drug drugemu: Glejte, tam prihaja sanjač. Zdaj pridite, ubijmo ga in vrzimo v katerega izmed vodnjakov. Potem porečemo: huda zver ga je požrla. Tedaj bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj. Ko je Ruben to slišal, ga je skušal rešiti iz njihovih rok in rekel: Nikar ga ne ubijajmo. Ruben jim je rekel: Ne prelivajte krvi, vrzite ga v ta vodnjak v pustini, roke pa nikar ne polagajte nanj. Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti očetu. Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli suknjo, dolgo suknjo, ki jo je nosil. Potem so ga zgrabili in ga vrgli v vodnjak. Vodnjak pa je bil prazen, ni bilo vode v njem. Nato so sedli jest. Ko so povzdignili oči in pogledali, glej, je prihajala popotna družba Izmaelcev iz Galaada.
Njihove kamele so nosile kozlinec, mastiko in dišečo smolo. Potovali so, da to prinesejo v Egipt. Tedaj je Juda rekel bratom: kakšen dobiček imamo, če brata usmrtimo in zakrijemo njegovo kri? Dajte, prodajmo ga Izmaelcem in naša roka naj se ga ne loti. Kajti naš brat je, naša kri. Bratje so ga ubogali. Ko so tedaj madijanski trgovci šli mimo, so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za 12 srebrnikov Izmaelcem, ki so Jožefa odpeljali v Egipt. To je Božja beseda. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Poklical je lakoto v deželo, odtegnil vso zalogo kruha. Poslal je moža pred njimi, Jožefa, prodanega za sužnja. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Njegove noge so vklenili v spone, okoli vrata mu dali železje, dokler se ni spolnila njegova napoved in ga je potrdila Gospodova beseda. Spominjamo se čudovitih. Tedaj je kralj poslal in ga izpustil iz ječe. Poglavar ljudstev ga je osvobodil. Postavil ga je za gospodarja svoji hiši, za upravitelja vsej svoji posesti. Nočem smrti grešnika, govori Gospod, ampak da se spreobrne in živi. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: čujte drugo priliko. Bil je gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem tlačilnico in sezidal stolp. Dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ko pa se je približal čas trgatve, je poslal k vinogradnikom svoje služabnike, da bi prejeli pridelek iz njega. Vinogradniki pa so njegove služabnike zgrabili in so enega pretepli, drugega ubili, enega kamnali. Poslal je spet drugih služabnikov, več kot prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, misleč: mojega sina bodo spoštovali. Ko so vinogradniki zagledali sina, so rekli med seboj: to je dedič, dajte, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. In zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Kadar torej pride gospodar vinograda, kaj bo storil s temi vinogradniki? Rekel mu: hudobneže bo hudo pokončal in vinograd bo dal v najem drugim vinogradnikom, ki mu bodo dajali pridelek ob svojem času. Jezus jim reče: ali niste nikoli brali v pismu, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvo, ki bo dajalo njegove sadove. Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. Skušali so ga prijeti, pa so se zbali ljudstva, ker ga je imelo za preroka. To je Kristusov evangelij. Na prvi petek ponavadi pogledamo malo pobližje namen papeža Frančiška, po katerem molimo vsak mesec. V mesecu marcu molimo za to, da bi z bolj poglobljenim doživljanjem sakramenta sprave okusili neskončno Božje usmiljenje. Ob tem, tisto, kar je za tem papeževim namenom, papeževo razmišljanje, ga povzame
ena papeževa homilija iz predlanskega leta, kjer govori o usmiljenju, o spovedi in razmišlja takole. Na koncu stavek, ki se vedno ponavlja, je: ostala sta samo ona dva, usmiljenja potrebna in usmiljenje. Samo ona dva. Kolikokrat se čutimo sami in izgubimo nič življenja. Kolikokrat ne vemo več, kako ponovno začeti, ko smo obteženi od naprezanja, da bi se sprejeli. Začeti moramo od začetka, vendar ne vemo od kod. Kristjan se rodi z odpuščanjem, ki ga prejme pri krstu. In vedno znova se rojeva iz tega, iz presenetljivega odpuščanja Boga, iz njegovega usmiljenja, ki nas obnavlja. Le tedaj, ko nam je odpuščeno, gremo lahko ponovno naprej opogumljeni. Potem, ko smo izkusili veselje, da nas Oče do konca ljubi. Le preko Božjega odpuščanja se v nas dogajajo resnično nove stvari. Prisluhnimo stavku, ki ga je Gospod izrekel po preroku Izaiju. Glejte, nekaj novega storim. Odpuščanje nam da nov začetek, naredi nas za novo stvaritev, omogoči nam, da se z roko dotaknemo novega življenja. Božje odpuščanje ni neka fotokopija, ki se identično razmnoži pri vsakem prehodu skozi spovednico. Prijeti odpuščanje grehov preko duhovnika je izkušnja, ki je vedno nova in edinstvena. Pomaga nam preiti od tega, da smo sami svojo bedo in tožniki, kakor žena v evangeliju, do tega, da nas Gospod ponovno dvigne in spodbudi. Ostala sta samo ona dva, usmiljenja potrebna in usmiljenje. Kaj storiti, da bi vzljubili usmiljenje, da bi premagali strah pred spovedjo? Sprejmimo ponovno Izaijevo povabilo. Mar ne opazite? Opaziti Božje odpuščanje, to je lepo. Bilo bi lepo, če bi ostali po spovedi kakor tista žena, grešnica, prešuštnica, s pogledom uprtim v Jezusa, ki nas je pravkar osvobodil. Ne več zagledani v svojo bedo, ampak zagledani v njegovo usmiljenje. Gledati na križanega in reči z osuplostjo: poglej, tukaj so končali moji grehi. Ti si jih vzel nase, name nisi pokazal s prstom, razpel si roke in mi ponovno odpustil. Pomembno se je spominjati Božjega odpuščanja, njegove nežnosti, ponovno okusiti mir in svobodo, ki smo jo doživeli. To je namreč srčika spovedi, ne grehi, ki jih povemo, ampak Božja ljubezen, ki jo prejmemo in ki jo vedno potrebujemo. Lahko nam pride še en dvom. Nima se smisla spovedovati, ker vedno delam iste grehe. Vendar pa nas Gospod pozna. On ve, da je notranji boj težaven, da smo šibki in nagnjeni k padcem. Pogosto vedno znova delamo slabo. On nam predlaga, da bi začeli delati vedno znova dobro, da bi vedno znova prosili usmiljenja. On bo tisti, ki nas bo ponovno dvignil in iz nas naredil novo stvaritev. Začnimo torej ponovno pri spovedi. Dajmo ponovno temu zakramentu mesto, ki mu gre v življenju in v pastorali. Ostala sta samo ona dva, usmiljenja potrebna in usmiljenje. Tudi mi danes pri spovedi doživljamo to srečanje rešitve. Mi s svojo bedo in svojim grehom in Gospod, ki nas pozna, ljubi in osvobaja zla. Vstopimo v to srečanje, prosimo za milost, da bi ga ponovno odkrili. Naj nas ta spodbuda in molitev, ki jo, kot rečeno, molimo cel mesec marec, tudi nas spodbudi, da bi postni čas izkoristili za dobro spoved, za dobro srečanje z Bogom v zakramentu sprave. Nič ne pove.
so napletli krono iz trnja za mojo glavo.